Plačevanje tolmača za znakovni jezik v praksi poteka na dva načina. Če gre za tolmačenje pri izvajalcih javne službe, zdravniku, v šoli ali policiji, račun plača država. Gluhi pa imajo na voljo tudi tako imenovane vavčerje, ki so namenjeni zgolj zasebni uporabi, na primer za tolmačenje na kuharskem tečaju. Kljub zakonskim določilom, kdo plača tolmačenje v posameznih situacijah, praksa v Sloveniji kaže, da gluhi starši tolmačenje na šolah svojih otrok plačujejo z vavčerjem. Po drugi strani pa Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik opozarja, da so nekatere osnovne šole tolmačem račun zavrnile. Starši so otrokovi zakoniti zastopniki in so po zakonu o družinskih razmerjih otroka dolžni vzgajati. Zato jim v šoli pripada storitev tolmačenja, stroške pa mora kriti šola. Upoštevajoč zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, je naše tolmačenje, da ima gluh starš pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, kadar gre na roditeljski sestank ali govorilne ure, stroške tolmačenja pa mora, kot določa tudi 10. člen zakona, kriti šola. Ravnateljica osnovne šole 8. talcev Logatec se je septembra, kolikor nam je znano, ena prvih srečala s spremembo napačne, a kot kažejo podatki, ustaljene prakse pri nas. 11 let mi nismo imeli nobenih težav. Starši so, tako kot vsi ostali starši, na nek način je to njihova dolžnost, pa tudi pravica, da pridejo na šolo in da se pozanimajo o uspehu svojega otroka, da sodelujejo tudi na roditeljskih sestankih, kjer so splošne informacije. In ti starši so do zdaj vedno imeli s seboj tolmača. Tolmači so prišli na željo staršev, šola ni imela s tem nič. Mi nismo plačevali tolmačev, nismo niti vedeli v resnici formalno, kako to poteka. V letošnjem letu na prvem roditeljskem sestanku, ko so bili starši spet tukaj, je po roditeljskem sestanku na šoli ostalo obvestilo te tolmačke, da je pač tolmačila, koliko časa je in da je šola dolžna to plačati. Jaz sem takoj potem po tistem poklicala na ministrstvo, vprašala, kako naj odreagiram, in odgovor je bil, da staršem po ZOFI-ju to pripada, po zakonu o financiranju, kar je seveda res. Moje drugo vprašanje je bilo, kako naj to plačam, glede na to, da dobivam račun, ki ga nisem jaz zahtevala. Torej, za neko delo, ki ga nisem naročila, niti nimam pogodbe. Je pa res, da pa smo mi ob vsem skupaj dali zahtevo za izplačilo na ministrstvo in ministrstvo je ta denar nakazalo. To pravim še enkrat, to so majhni zneski. Gre se samo za neko načelo, kako. Po naših informacijah Ministrstvo za izobraževanje o odpravljenem zapletu z osnovno šolo 8. talcev Logatec, ki so ga reševali skoraj pol leta, ravnateljev ni nič obvestilo. Novembra se je podoben primer zgodil na še eni slovenski osnovni šoli. Gluhi starši so po več letih plačevanja z vavčerjem uveljavili svojo pravico in tolmač je izstavil račun šoli. Šola je račun za tolmačenje zavrnila. Od vodstva šole smo prejeli pisni odgovor, v katerem so nam pojasnili, da je plačevanje tolmačev prek vavčerjev pri njih večletna in običajna praksa, ter da niso seznanjeni, da bi morala stroške tolmača poravnati šola. Prav tako s strani pristojnih državnih organov do zdaj naj ne bi prejeli takšnega obvestila. Po pogovoru s pristojnim ministrstvom in drugimi šolami pa da je postalo jasno, da morajo to obveznost izpolniti, zato bodo v prihodnje, v dogovoru z gluhimi starši, naročili prevajalca in ga plačali.
V mesecu novembru 2016 sem na željo gluhih staršev tolmačila na eni izmed osnovnih šol, in sicer sestanek in govorilne ure, ne. Po opravljeni storitvi sem v skladu z mnenjem pojasnilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer je razloženo, da je šola dolžna plačati storitve tolmačenja, izdala šoli tudi račun. Še predtem pa sem v novi nastali situaciji pojasnila ravnatelju, saj namreč predtem so pač te storitve tolmačenja gluhi starši krili z vavčarji. Ravnatelj ni ničesar vedel, pač o kakršnemkoli pojasnilu strani ministrstva, in mi je račun dvakrat zavrnil, ne. S pojasnilom, da šola ni naročila storitve tolmačenja in da ni izdala naročilnice. V letošnjem letu sem ponovno na željo teh gluhih staršev tolmačila na tej isti osnovni šoli, in sicer roditeljski sestanek, govorilne ure in sestanek z ravnateljem. Svoj prihod na šolo sem prej najavila telefonsko, in ko sem ravnatelja soočila s tem, ne, da je šola dolžna plačati storitve tolmačenja, mi ravnatelj ni oporekal. Je pa pozneje na sestanku gluhim staršem rekel, ne, da ko se bojo želeli ponovno zglasiti na šoli, da morajo o tem predhodno obvestiti šola, da bo potem šola sama poiskala tolmača. Rekel jim je tudi, da bi bilo mogoče zdaj v prihodnje, da se bi bolj dopisovali preko elektronske pošte, ne, in da bi bili njihovi obiski malo manj pogosti na šoli, ne. Eno od alternativ pa je tudi bila, ne, da bi včasih pri tolmačenju pomagala njihova hčerka. Potem na koncu je ravnatelj izdal naročilnico, ki pa ni bila v skladu s časom opravljene storitve, in tudi ni bilo napisane kilometrine, ki mi pripada po tarifi za tolmače slovenskega znakovnega jezika. Pričakujem od pristojnih organov, ne, da čim prej pristopijo k reševanju tega problema v dobrobit predvsem gluhih staršev in v skladu z zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Te stvari ureja 12. člen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki določa dolžnost državnih organov, izvajalcev javnih služb in podobnih organov, da v trenutku, ko se gluha oseba izkaže z dokumentom, da ima pravico do tolmača, mu morajo to pravico oni financirati. Sodba, ki jo je izdalo Vrhovno sodišče že julija 2015, pove, da je fakulteta tista, ki je dolžna zagotoviti stroške plačila tolmača. Ker se sodba sklicuje na ustavno pravico do izobraževanja, menim, da je analogija absolutno uporabna tudi za osnovne šole, ker je ta pravica še toliko bolj poudarjena. Zakon ne govori o tem, kdo tolmača naroča, govori o tem, kdo je dolžen poravnati stroške. Na Ministrstvu za izobraževanje mirijo, da bodo šolam vse zahtevke za povrnitev stroškov tolmačenja povrnili. Svetujejo pa, da se gluhi starši predhodno najavijo, da ne bi prihajalo do presenečenj. Šole, ki imajo take starše, so nas že obvestile, oziroma smo v stalnem kontaktu s šolami in te stvari sproti rešujemo. Zdaj jaz ne bi želel komentirati za nazaj, ampak za vnaprej zagotovo. Šola je tista, ki zagotovi pravico, ki zagotovi tolmača, in potem na osnovi tega si stavi račun in račun potem pokrije Ministrstvo za izobraževanje. Mi smo dolžni te zahtevke poravnati in mi bomo tudi v skladu z zakonom poravnali. Glede na to, da je zakon že kar star, da ni nič novega, nismo nameravali zdaj o tem obveščati, bomo pa skozi druge kanale poskušali te ravnatelje obvestiti, skozi drugačne vrste obveščanj. Mi imamo tudi regijske srečanja z ravnatelji in bi probali na tak način obvestiti šole, da jim na to pravico gluhi imajo, oziroma na kakšen način lahko potem šole dobijo refundirana ta sredstva. Pomembno je, da so gluhi seznanjeni z določili zakona in da svoje pravice uveljavijo, ob morebitni kršitvi pravic
pa na to opozorijo Zavod Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in pristojno ministrstvo.